Ne vem, kako ne začnem. Ne. Najprej, ja, ne vem, ne začnem z Bernardom, pa ne, s poklonom tebi, tvojim letom, vsem, kar si naredil, ali rečemo zahvalo, da ste me povabili zraven, da še kaj jaz povem, ali naj kar grem na temo, ali naj se upravičim, ker nimam slajdov, se mi je zdaj tako malo blasfemično, ne, da bi zdaj pa projiciral neke svoje misli gor, ne, ko je zdaj rečemo, ne, priložnost je, ne, se mi ni zdela taka, no, ampak kakorkoli, ne. No, pa ne jaz tudi začnem, ne, za Bernarda sem vedel že prej, ne, ampak prvič sva se srečala, ker sem te prišel prositi za pomoč, ne, tam v pisarni, tvoji pisarni na Šaranovičevi. Jaz sem pa takrat, rečemo temu vodil neko skupino ljudi, ki se ukvarjala z Reichom in tako naprej, in se nam je pač postali jasno, da so skupinske zadeve pomembna zadeva, ne, da ni samo, bi rekel, rečemo, ne, to, ne, da kljub temu, ne, da je fokus na posamezniku, rečemo, v tem, kar smo počeli, ne, čeprav pa Reichu je tudi fokus, ne, na celi družbi, pa vesolju, pa tako naprej, no, ampak rečemo, ne, nekako, a ne, da je to pomembna zadeva, in s tem smo imeli, bi rekel, in tako v konceptualnem smislu in čisto konkretnem, ne, ker smo imeli pač težave, tako da smo se pol, ne, en vikend dobili s tabo in imeli, bi rekel, ne, to, ne, seanso, ne, sensitivity treninga, ne, kakor smo takrat rekli, tem stvarem, ki sicer rečemo, ne, nekako ni pomenila, da smo zdaj prijeli Boga za jajca, pa ne, razrešili vse probleme, ki smo jih imeli, ampak ne, neke orodja smo dobili, tudi te, ki smo bili zraven, ne, zame je bilo pa to tudi začetek, ne, pol 10 let zelo intenzivnega sodelovanja, ne, in pa ne, sodelovanja pri čema, ne, tle bi rekel, ne, je to, ne, lahko raztegnem kot harmoniko, ne. Toliko enih stvari je bilo, ne. In tudi rečemo, ne, nekako jaz dostikrat rečem, tako v kakšnih pogovorih in tudi verjetno bom kmalu tudi kaj to tudi zapisal, a ne, ampak danes, ko sem se pripravljal, da pridem sem, ne, v bistvu rečemo, si ti utemeljitelj socialnega dela v Sloveniji, ne. A ne, to je, bi rekel, se sliši tako malo pretirano, ne, ampak ne, če pogledamo, je pa res, ne. Ne, je res, rečemo, ne, pa ne samo v tem smislu, ne, da si, rečemo, ne, in prevedel prve resnične knjige o socialnem delu in da si, rečemo, ne, nekako razvil te metode, ne, v vsem tem klasičnem trojčku, ne, od, ne, svetovanja s posamezniki, z družino, ne, skupinsko delo je bilo tisto ta glavna stvar, o kateri bom tudi kaj več govoril, pa tudi seveda skupnostno delo, ne samo tabori, ne, tudi rečemo, ne, Štepansko naselje, Ruski car, ne, pa verjetno še marsikaj in bi lahko še. In tudi pravzaprav rečemo, ne, tisto, kar nam je tudi zelo hitro jasno, da je ta delitev, ki je bila značilna še za 60., 70. leta na delo s posameznikom, skupino pa skupnostjo, da je, če je kdaj veljala, mogoče tudi rečemo, da je, ne, v 60-ih bila tudi nekaj koristnega, nek inštrument, da smo tako razmišljali pa delili zadeve, ampak da tle niso, ne, da te meje ne, najmanj kar je, da niso jasne, ne, seveda pa da, ne, pri vsakem koraku dela z ljudmi ali pa socialnega dela, ne, da se srečuješ z vsemi temi ravnmi, registri, razmišljanjem, kako dela skupina, kako človek doživlja, a ne, kakšno ima mesto v skupnosti in tako naprej. No, ampak kakorkoli, a ne, tisto, kar se bom temu še vrnil, a ne, tisto, kar sem hotel, pa zdaj še reči, preden
se lotim tega, ne, da ja, ne, sem, ne, ti si se s tem ukvarjal tudi, rečemo, in prej in pol, tudi ko sem se jaz več ali manj nehal tako prav z temi stvarmi, v tem smislu sensitivity treningov, skupinske dinamike in tako naprej. Sem pa zdaj pred parmi leti sem prosil v Osiku, da sem imel predmet na to temo in sem pa napisal nekaj blogov in tudi ne, zdaj sem prevedel v knjigico, ki sem jo tudi tebi posvetil, ne, ker konec koncev bi lahko tudi te navedel kot soavtorja. Tam približno polovica, se kratka knjigica, ampak ne, približno tiste, ne, več kot pol je tega, kar so slišal od tebe, ne, več kot 2/3 je to, kar sva skupaj premlevala, ne, kar sva rečemo, ne, ko sva se srečevala z drugimi avtorji, ne, tle bi še omenil Johna Southgeta, ki je pred kratkim preminul, ne, ki je bil tak pomembna inspiracija in pa tudi bi rekel, človek, na katerega smo se lahko priključili, ne, z vso to dediščino, ki se je že tle do takrat ustvarila. Ne, zdaj rečemo, ne, nekako tudi še ena stvar, ki bi jo mogoče še rekel, ne, skupina je bila takrat še vedno magistralna tema, ne. Je bila eno, ne, po drugi svetovni vojni, ravno v tem smislu, ne, rečemo tega, najdeti tretjo pot med avtoritarnim režimom, ne, ki ni bil samo v Nemčiji, pa v Sovjetski zvezi, v marsičem tudi v Ameriki in tako naprej, in pa ne, z nekim liberalnim režimom, ne. Najdeti ne tisto, ne, demokratično, ampak tudi socialno pot. Ne. To se mi zdi tako, da je bil tak pomemben sestavek, ne, ki nažalost ne, ima premalo mesta v našem razmišljanju in delovanju zadnjih 20 let ali kaj takega. Tisto, kar rečemo, ne, nekako, če se spomnim teh treningov, ne, ki sem me kdaj povabil, da sem zraven vodil, ne, en je posebej bil važen zame, če se spomniš v Hrastovcu, ne, ki ene 83 leta, ne, so tako bi rekel, ne, se spomnim, ko sem hodil gor okoli gradu, ne, je taka peš pot, ne, ti si prišel z avtom, ko si bil nekje druge, ne, sem se tako počutil, da bi bil v romanu od Kafke, ne. Tam je bil nek grad, ne, in nisem vedel, zakaj so nas povabili, ne. No, pol sva videla približno, ne, zakaj so nas povabili, ampak še zmeraj ne čist dobro, ampak rečemo, ne, nekako, no, tisto, kar je, ne, če bi probal strniti, ne, kaj je bilo, bi rekel, v tem smislu takrat, bi rekel, poanta te metode, ne, bi lahko rekel, da je prva stvar, ne, ki je tudi tako, ne, nas, ne, in vse nove udeležence tazga treninga, ne, ki nas je presenetilo, je to, ne, da vodja ni bil vodja, ne. Ne, se pravi, rečemo, ne, in to je, rečemo, ne, nekako, ne, je, ne, problematizirali pravzaprav ne, proces vodenja, vlogo vodje in tako naprej, in tle se je, bi rekel, pol iz tega stvar začela razvijati. Ne, druga stvar, ki se mi zdi tako, da je pomembna, je bila ta, ne, kakor smo takrat govorili, ali pa lahko tudi še zdaj rečemo, pogovor o pogovoru, ne. Ne, se pravi, kako se pogovarjamo, ne, kako se, ne, skupina razvija, ne, kako se, ne, kakšne so povezave med ljudmi, kakšne vloge in tako naprej, ne, to se, ne, to, ne, in pa tudi pravzaprav dobiti nek feedback, ne, neko, ne, kakšen sem jaz, ne, ker nas vedno, ne, zelo zanima, ne. In, no, tisto, kar pa še, ne, še ena stvar, ki se mi zdi tako, da je značilnost, ne, tega, kar se je dogajalo v tovrstnih skupinah, je bil pa ta eksperimentalni del.
Bodi si, da smo imeli razne vaje, ki so ponazorile neke procese skupinske ali pa bi rekel, naredile nek presek v tem, kaj se takrat v tistem trenutku dogaja v skupini, ali pa tudi rečemo v tem smislu bolj spodbujanja nekih novih doživetij in tako naprej. Tisto, kar se mi zdi tako, da je pomembna, rečemo zadeva, pri tej zadevi vedno znova, je to, da se ustvari ta nek varen prostor, ki je pravzaprav lahko tudi, ki ni tako zelo varen, ampak rečemo, varen prostor, da lahko nekaj probaš, kar sicer ne bi probal. In kot posameznik in pa tudi kot skupina, kar se rečemo naprimer prav na taborih. Tisto, kar so bila važna sporočila in so še, ali pa učinki, ne samo v tem smislu, kaj so ljudje odnesli v smislu svoje izkušnje, pa novega pogleda na se, novega načina mogoče poskušanja funkcioniranja na nove načine v skupini in tako naprej. Je bi rekel tisto, kar je rečemo bolj pomembno na tej neki družbeni ravni, je pač, da se demokratična ureditev, demokratično vodenje, ne hierarhična struktura, da se splača in da deluje. To, kar je že Levin pokazal v tistih znanih legendarnih eksperimentih, so to vrstni seminarji vedno znova potrjevali. In rečemo, in še zraven sporočali, za demokratičen ustroj skupine je potreben čas. To ne moramo narediti z dekretom, kakor bi takrat rekli, oziroma s pravilnikom, kakor bi danes rekli, ampak s tem, da se nekaj med ljudmi dogaja. Da gre za razvoj, da gre za faze, da gre za proces, ki ga rečemo lahko tudi usmerjamo, ki nas vedno znova pa tudi mora presenetiti, če se kaj zares zgodi. To se mi zdi tako, da je, bi rekel, druga stvar, ki je tudi, rečemo, nekako bilo sporočilo, ki se me je prijelo, pa ki se mi zdi tako, da ga je vredno vedno znova ponavljati, je to, da to, kar si pripeljal ven iz Schindlerja, iz njegove teorije, sociometrične teorije skupine, to, da navadni člani so najboljši vodje, oziroma so sploh lahko demokratični vodje. Ker navaden član skupine, tisti, ki nima karizma, posebnega znanja ali pa moči, s katero bi ustrahoval ljudi v skupini, mora reči, tako kot tudi dostikrat rečemo v socialnem delu, se začne delo takrat, ko rečemo, ko priznamo, da smo neumni in da ne vemo, kaj narediti. Se pravi, rečemo, človek, ki nima nekih posebnih kvalitet, lahko postane, rečemo, ta, ki zares demokratično vodi, ki hoče, vabi ljudi k prispevku. Seveda rečemo, nekako vedno znova pademo v to, da iščemo nekega vodjo in tako naprej, ker je problem sam zase. Ampak tisto, kar je pa, rečemo, nekako vedno znova ratval in kar se, rečemo, nekako ni težko dosežiti, pa to, ampak je pomembno pa negovati, pa spodbujati, je pa to, seveda, da, rečemo, smo vsi vodje v določenem trenutku, da rečemo, neke dejavnosti, neko atmosfero, da lahko vsak se izkaže in tudi tisti, ki je nastavljen kot vodja ali pa ki je v ozadju kot siva eminenca, kakor si ti dostikrat bil, še preden si bil siv, je, da rečemo, da spodbudi ljudi, da nekaj, da se izkažejo, da poprimejo in tako naprej, da je to, bi rekel, nek skupni dosežek, da lahko vsak prispeva in vodi skupino. To je malo nehvaležni vlogi počasi, v zaključku.
Ja. Ne. Ok, bom malo predstavo zamenil in probal. Kakšen kvantni skok naredi. Ja, težko bo to. No, ampak rečemo, ne, tisto, kar je tudi pomembna še ena zadeva, izkušnja je pa ta, ne, ki sem tudi rečemo nekako dal zato tudi naslov te knjigice Moč skupine, ne, da je skupina pravzaprav od vseh teh nekih konstruktov, ki jih imamo, posameznika, skupnosti, družbe, najbolj resnična. Ne, najbolj resnična, ne, ker rečemo, ne, nekako, ne, in da lahko nekaj v življenju svojem, v skupnosti, družbe spremenimo, samo če skupaj delamo. Ne. Če ustvarimo ta prostor, ne, avtonomije, konfrontacije z svetom, ne, pa novega poimenovanja sveta, kakor bi Freire rekel. Tudi je ena zadeva, ne, ki se mi zdi tako, da nas je še bolj, ne, da smo jo dobili tudi od Johna, je ta, ne, da rečemo, je ta ustvarjalnost nezavednega v skupini. Ne, ko smo brali Biona, ne, je rečemo, ne, se nam je to zdelo, ne, da je to kakor neki demon. Ne. Ampak pravzaprav projektivne identifikacije so temelj skupnega delovanja. To, da jaz predvidim, kaj ti predvidevaš, da jaz predvidevam, a ne, je temelj nekih ustvarjanja nekih medčloveških ritmov, a ne, in tega, da lahko sinhrono, tudi brez pravil, brez pisnih dogovorov in tako naprej, delujemo kot neka celota. A ne, tisto, kar ne, samo da bi par besed na tabore, ne, ker se mi zdi, da je močna stvar in tudi rečemo, ne, nekaj, s čemer se slovensko socialno delo ali pa sploh delo z ljudmi lahko ponaša, ne, in ki je, rečemo, postalo, bi rekel, ne, nekaj zaščitni znak, ne, tega, kar je dobrega v naši sociali. Ne, je bilo na nek način tudi, ne, ker tisto, kar nam je manjkalo v tovrstnem skupinskem delu, je bila to, kar bi Freire rekel, realni kontekst. Ne. Je bilo malo fake. Ne. Tam smo sedeli, ne, v neki sobi in se pogovarjali o nekih stvareh med sabo, ne, medtem ko, ne, življenje je bilo pa nekje drugje, kot bi rekel Kundera. Tako da rečemo, ne, nekako je bil to tudi, bi rekel, en od razlogov, ne, da smo se vseh teh stvari lotili. Ne, tisto, kar sem hotel reči še pri, ne, in tle je metoda, ne, to, kar si pravzaprav od Levina pripeljal v Slovenijo, ne, akcijskega raziskovanja in skupinske dinamike, ne, je bila pravzaprav, ne, temelj, ne, tisto, s čemer, ne, kar je bila pravzaprav metoda, ne, ki je pol tudi, ne, iznedrila vse te stvari krasne, ne, ki jih je Miran naštel. Jaz bi dal še ena od dobrih stvari, je bila Dan ljubezni, ne, savna je bila tudi tak, ne, so bile take stvari, rokoborbe. Rim šim šim, točno. Ne, perpetuum mobile je bil ta Rim šim šim, ne, ko se ni ustavil, ne. In tako naprej. A ne, tisto, kar pa je bilo tudi pomembno, je bilo to, ne, neka doslednost skupnega odločanja, ne, in egalitarnosti, ne. Ne, to, da rečemo, ne, kljub temu, ne, da si, ne, že malo si vel, a ne si delal v kuhinji, ne. Ne, in tako naprej, ne, in tako nazaj. Tako da se Mileni ne bi zameril. A ne, tisto, kar bi tako zdaj za na koncu rekel, ne, je to, a ne, bi rekel, ne, nisi utemeljitelj, ne, ti si človek, ne, ki je nekako vir, ne, nekega skupnega polja, ki smo ga imeli v 70-ih pa 80-ih letih in ki mogoče še vedno kdaj pa kdaj zatitra. Ne.
In tudi se mi zdi, da rečemo, karkoli je vrednega v slovenski sociali, da ima tvojo sled. Ne. Če bi naredili neko genealogijo, kako so stvari iz taborov, pa iz teh skupin šle po raznih teh rizomskih mrežah, je vedno bilo, je neka povezava s tem, kar se je takrat okoli tebe vrtelo. Tako da utemeljitelj je slaba beseda, je bolj, bi rekel, vir, vrtinc, ki je to polje ustvarjal, neka krnica, iz katere se je pol prelival še nekje drugje, tisto, kar polje ne samo, bi rekel, socialnega dela pa nekih strokovnih konceptov, ampak tudi polje, bi rekel, tudi, kjer so bile stvari, kjer akcije po eni strani, po drugi strani razmisleka, prespraševanja pa preskušanja. To se mi zdi tako, da je bila skozi neka taka dialektika, ki smo jo vežbali dnevno, tako rekoč, jutranjo telovadbo na taborih, kar je tudi ena od stvari. In tudi rečemo nek nov prostor svobode, ki je takrat rečemo bil še kako pomemben, ne samo za to delo, ampak rečemo tudi nasploh. In tudi, če grem k tej metafori vrtinca, je rečemo nekako bil to vrtinc z močno centripetalno in centrifugalno silo. Ljudje so preletavali zraven, jih je privlačilo to, kar se je dogajalo okoli tebe, in tudi pol, jih vrgli nekam, kjer so pol nekje na svoje počeli. In še bi rekel, še ena stvar, ki bi jo dal, se pravi, tudi neko ozračje možnega, ampak tudi to možnega v tem instant pomenu besede, ampak nekaj, kar je treba tudi orang delati, kar je rečemo navdušujoče, kar te dvigne, ampak kjer rečemo, moraš tudi orang zagrabiti, se truditi, krisati, včasih tudi dobesedno, čeprav to se bolj redko dogaja. Ja, tako da rečemo, nekako, in še ena stvar, ki se mi zdi tako, da je važna stvar, ki sem se od tebe naučil, je to, ta pomen vsakdanjosti pa pragmatičnosti. Po drugi strani pa rečemo, si pa tudi umetnik akrobacij, kako skočiti na eno čist neznano, oddaljeno raven, ker si človek sploh ne bi mislil. Tudi, smo včasih se razmišljali, a smo mi toliko neumni, ali Bernard ni dobro zastopil, kaj se tle dogaja. Ampak rečemo, nekako v vsakem primeru je bil pa vedno to dober koan, za razmisliti o teh praktičnih pa vsakdanjih življenjskih zadevah. Hvala ti, Bernard.